Nesrečni juli 2009. Tole so posnetki stebra pohorske vzpenjače, ki je padel kot drevo, 3 gondole so padle na tla, v eni so ostali ujeti ljudje. Na srečo le 2 osebi lažje poškodovani. Leto kasneje nova nesreča na sedežnici Stolp, ko se je snelo povratno kolo. 17 smučarjev je utrpelo lažje poškodbe. Tokrat so iz gondol reševali ljudi, ki so obtičali v njih zaradi okvare, a na srečo je šlo le za vajo. Tehnični potek je pa takšen, da se mi vzpnemo na steber, varujemo en drugega, ne more nekdo sam splezati gor pa kar se spustiti na gondolo. Po jekleni vrvi, ki je nosilno vlečna vrv, se spusti reševalec do gondole. Ljudi opozori, da bo pomagal reševati. Pomembno je namreč, da potnike ne zajame panika. Že takrat, ko pridemo nad gondolo, se moramo z njimi pogovarjati, moramo z njimi vzpostaviti kontakt, da jih skušamo pomiriti. Šele na to spust prvega potnika. Predvsem je pomembno, da zaupaš temu reševalcu, ki pride do kabine in se predvsem držiš njegovih navodil, hkrati tudi, da opazuješ njega, da ne gledaš v prepad. Tovrstnih izkušenj toliko ni. Res, da pred leti, ko so se zgodile te neljubi dogodki, smo tudi mi nekako malo bolj začeli razmišljati v tej smeri. Tu smo formirali eno ekipo, kjer so malo bolj fantje specializirani, malo bolj spremljamo vse te zadeve. Tako iz predlanske kot tudi lanske nesreče so se namreč ogromno naučili. Zdaj skušajo odpraviti vse tisto, kar se ob takratnem reševanju more biti pokazalo za pomanjkljivo.